italijanska meja. Gremo skozi italijansko mejo. Ja, in smo že v Italiji. Tralalalala. Zdaj se pa furava, smo že na italijanski strani. In še ne 10 minut in prija do tistega jezera. Kako je slovenčini? Rabelsko jezero, ja. Tle gor nem je pa nekaj hidroelektrarna ali nekaj. Ne, ali pa ne vem, kaj je. Ker je ful velik del Klocbarja. Smo pa videli tudi na slovenski strani na črpalkah samo italijanska in Avstrijce, ki so tankali. Tako da zdaj res vidimo, koliko slab ukrep so naredili. Neumen ukrep. Najbolj neumna vlada lahko naredi tak neumen ukrep. So pa prišla do tega jezera. Tle gor se najprej vidi te gore. Tle je zdaj to gostilna. In tukaj dol pa je že to jezero. Tle dol je pa to že jezero. Zaledenelo jezero, ja. Prišla, tukaj gor so te gore. Pogledajte te gore. Tle okoli je pol tudi ta sprehajalna steza. Tle sem v bistvu jaz drugič. Lagodi predil. Garš. Drugače je tudi to. To jezero je Rabelsko jezero, zdaj bom bilo na tole. Sem kaj čuješ? Vidiš tam gore, vidiš. Eto. V Trbižu. Tam gor so hoteli, pač apartmaje ali nek. Tle je pol gor smučišče. Na vrh je, tle je zdaj prvi del smučišča, gor priješ, ko greš na vrh, je okrog 1700. Pol naprej so Svete Višarje, tukaj gor imate pol cerkvico, tudi sicer zdaj se ne vidi. Je pa tle do meje, tle nazaj je do meje cca ene 7 km, da pridete do Avstrije. Do Slovenije pa koliko metri? 10 minut. Do Slovenije pa 10 minut z avtom. Tako da ja, tu je kar neko multikulturno mesto, bolj turistično in ljudje ga tudi nekaj veliko ne obnavljajo. Se pa splača priti pogledati, ker je res prijetno. Ni zabasano, bolj majhno. Če jo primerjam s kakšnim slovenskim mestom, bi lahko rekel malo manjši kot Idrija. Pa stara železnica, ki jo bo pol pogledal z druge strani. Tle pa vidite, kakšno je bilo noter. Tam je bil WC, tle je bila železnica, tle je vse razfukano. Čisto vse razbilo. Vidite, od zunaj. Evo, tukaj se pa še vidi ta postaja. Evo, in na vrhu napisek. Zdaj gre pa tle. Po tej terasi je včasih šla železnica. Zdaj imate pa v bistvu kolesarsko stezo.